smo neodvisni raziskovalci. Naša naloga, ki smo si jo zadali, je zapolnjevanje praznin, ki jih uradne stroke nekako ne obravnavajo v svojem konceptu delovanja. Značilnost je tudi, da izhajamo iz določenih stališč, tudi neodvisnih, drugačnih, alternativnih gledišč in tudi stališč. In tako tudi odkrivamo nove teme in to je eden izmed prispevkov, ki ga lahko neodvisna pobuda lahko da tudi uradnim strokam. Smo pri tem nismo zavezani in se pravi, ljudje raziskujejo, pišejo v različnih stilih in na različne načine, ampak tole je pač, to si lahko mi kot neodvisni lahko tudi privoščimo in verjamemo pa, da so rezultati validni, da so dobri in da so dobra osnova za nadaljnje raziskovanje. Ena izmed novih tem je tudi sedanji prispevek, ki ga bo izvedel Rafael Vončina in sicer o starem izgubljenem štetju. Izvoli. Hvala. Torej, da začnem o tem koledarju, ki se vse izgubil. Kaj je koledar? Bo rekel, da je to od kalende, pa ne vem kaj, od starega Rima in prek koledarja te poznali niso, ampak koledar je dejansko iz slovenščine. Govori pa o krogu, ki ga Zemlja opiše na svoji poti okoli Sonca in pride na isto mesto, ki je pred enim letom začela. Dar pa je dejansko dar Sonca, sončne svetlobe. Torej, koledar je bil dejansko časovna delitev, torej na neke cikluse gre. In tudi, recimo, eno vprašanje bi imel, recimo, to je že dr. Pernelova začela, recimo, slovenščina v evropskih jezikih. Ko sem našel, da je letos išla, original je pa pred 100 leti napisal Sedavil Topolovšek, ki govori o slovenščini, v hebrejščini in v kečuanščini. Kečuanščina pa je star inkovski jezik, ki so ga tudi rovali konkvistadori zatreti. Torej, razen teh koledarjev imamo tudi, recimo, pač koledar, ki ga pač danes poznamo tako koledar, da je pa recimo tudi, da so našli arheologi 32.000 let star, torej koščeno ploščico, na kateri so označeni, preko datumi, ker se ne ve točno, kaj je naredilo to gor. Se trudi, malo bolj naglasno. Aha. Gre za to, da recimo, da so poznali tudi recimo Stonehenge v Angliji danes ima svoj alter ego, če bi tako rekel, v Južni Afriki, ker je ta Stonehenge večji in starejši od angleškega, pa se nič ne govori o njem. Potem bi še od teh povezave naše slovenske z recimo Rusi, Slovenci, govori pa tudi o tem, da je recimo zgodovinar ruski Tuljajev, ki raziskuje te neke povezave in pa na genetiki je tudi Rus Kljosov,
ki pri nas mislim, da je dr. Pertih, ki zelo naprej s temi raziskavami. Potem imamo še teh avtorjev, kar dejansko prvi, ki omenja koledar, je Anton Berlot in Ivan Rebec v svoji knjigi, in potem imamo tudi Škibila. Da so ti, da je to štetje povezano, dejansko vezano štetje. Bolj na glas. Tako da je, potem slišal. Ne, za računalnik. Ja, sam za sebe govori. Je pa ne to, torej ta, recimo temu slovanski koledar, pa to slovanstvo bi bilo treba še posebej opredeliti, za staro Slovane in Torej, nismo mi, gre za to stari koledar, staro štetje, aleksandrijsko štetje ali rusko štetje, o tem govorimo. O zamenjavi koledarja in o izgubljenem času in zgodovini, ki je bilo zabeleženo v okviru starega štetja, ne? To je izhodišče. Ja, torej, to je začelo 5508. leta pred našim štetjem in govori o zmagi germanskih plemen nad velikim zmajem, to je današnja Kitajska, in dejansko, kaj bi rekel temu, torej Začni tu, izvirni slovanski koledar, kdaj se je spremenil za Peter Velike, ne? Torej, Peter I je to leta 1700, ko se je vrnil po svojem potovanju po zahodnej Evropi, se je vrnil nazaj in je takrat spremenil koledar in je leta 1700, in potem so dejansko zanimive knjige, ki so išle po tem datumu, ki imajo oba datuma, imajo staro štetje in imajo novo štetje. Torej, on je zamenjal ta stari koledar za julijanski. Torej, te knjige so potem išle in so Se pravi, knjige, ki so izšle po 1700 in navajajo še staro štetje, navajajo začetek sveta, s kratico sklenitev miru v zvezdnem hramu in se nanaša na podpis mirovne pogodbe po zmagi Slovanov nad velikim zmajem, ki je pomenilo starodavna Kitajska. Ta zmaga je bila ovekovečena v starodavnih svetiščih in na freskah je bilo to prikazano v obliki jezdeca, ki s kopjem prebada zmaja. Danes se je ta lik preoblikoval svetega Jurija, čeprav se je sveti Jurij rodil okoli 5000 let kasneje. Se pravi, gre za tole, za to štetje, ki naj bi se začelo 508 let pred našim štetjem. O tem. Se pravi, kje je ta zgodovina 5000 let pred našim štetjem? Recimo, da to malo skrajšam, je recimo Berlot v svoji knjigi, ki so bili etruščani Slovani, ugotovil, da je recimo ta plošča iz Hebe, da ima dejansko datum.
ne, in da je tam to štetje 5500 pred našim štetjem, to se pravi, da so Etruščani morali to že poznati, ne, in ker je tam datum napisan. Ne. Ja, da bi se moral risati, ampak to, ne, dejansko pa gre za to, da je datum, ja, torej govori o tem, da je ta datum, To so ta plošča iz Kebe. Ja, Kje to je so bile te Kebe? to, današnji Toskani. Okay. In gre pa za dva datuma, ne? Eden je ta in eden je še Voltaire, tudi na eni ploščici je ugotovil Berlot in govori pa dejansko, to datiranje teh artefaktov je zelo točno, ker je datum nastanka točno napisan. Ne? In govori, recimo, ta ploščica iz Hebe je bila leta 5030 napisana in je to recimo približno 478 let pred našim štetjem. In iz Voltaire je pa iz leta 5010, kar bi bilo 4098 let pred našim štetjem. Kaj to pomeni, Rafael, da je tam na tej ploščici omenjen ta datum? Datum pomeni, da je ta ploščica bila takrat narejena. Ne? In da omenja štetje? In da je to omenja to štetje 5508, ne, pred našim štetjem. To pomeni, da smo imeli tedaj en drugi koledar, ne? Jaz mislim, da je teh koledarjev moralo biti več, ne, pa kasneje težko, Ker ni... več kot toliko ne najdeš, ne na spletu, ne v knjigah. Ti omenjaš tudi aleksandrijsko štetje. Zakaj govoriš, uporabljaš ta izraz aleksandrijsko štetje in ali gre tule za to aleksandrijsko štetje? Se pravi, teh 5000 let. Ja, aleksandrijsko, to je imenoval Rebec tako, ne. In zdaj, ali je bilo to aleksandrijsko, kdo je ta koledar vse uporabljal, ne? Jaz mislim, da razen teh Etruščanov, Egipčanov, ne vem, Židov, da je moralo tega, da je bil to kar razširjen koledar, ne? Da ni bila to neka manjša velika skupina, izolirana in uporabljala ta koledar. Ampak tule omenjamo tam tudi tole bitko, omenjamo. Mirovna pogodba po zmagi Slovanov nad velikim zmajem, starodavna Kitajska, govori to, se pravi, da je prostorska razsežnost tega štetja širša, da gre veliko bolj na vzhod, ne? Ja. Potem je še, recimo, torej, to z temi, recimo, Mirko Škebin, ki je napisal knjigo Velika piramida govori, je tam tudi dejansko govori o koledarju. Gre pa za, torej, kako v piramidi tej Keopsovi oziroma Kufujevi, ne, torej ni vhod v piramido tam, ne, smo rekli, z ulice noter, ampak je nekje v sredini vhod in gre en hodnik, gre navzgor in potem naravnost, drugi pa gre navzdol in tudi se zravna. In ta, ki gre navzdol, dejansko, ja, jaz si pa to malo težko predstavljam, kako ne bi to bilo, ne? Ampak recimo, da se to da. In je dejansko, je pa ta spodnji hodnik, dejansko v tej svoji celi dolžini govori o 5508 letih pred našim štetjem, ne? In govori dejansko... Kako govori se preko hieroglifov? Ja, ni hieroglifov. To so dejansko hodili
to je vprašanje, kako so piramide sploh naredili. Ja, so res vozili kamne tam, ne vem, so nekaj kamnoloma, vlačni, celo na roke in vse to, ali so to drugače delali. Znaš, na hodniku je ob strani, so oznake, ne, torej, govorijo o znakah in pa Škebin, da povem, da ni bil prvi in edini, ki se je s to piramido ukvarjal. Eden je bil Petri in on je tu tudi izmiral in vse, in ta je potem to še v slovenščini enkrat razlaga. Torej v piramidi je zabeleženo potek, da o tem obstoju te zgodovine dolge 5000 let. To je govoril o tej 5508 in je leto nič, ampak to ne pomeni leto nič, ampak dejansko pred našim štetjem, potem naprej pa je to novo štetje in je okoli 3000 in toliko let novega štetja je še predvidenega. Tako da tudi recimo ti koledar, ki so ga Egipčani uporabljali, je sončni, vendar ni poznal prestopnega leta. In to štetje se zakomplicira neverjetno. Zaradi tega enega dneva se vsaka 4 leta dejansko za en dan pomakne. In torej, oni so imeli za zelo pomemben dogodek Egipčani poplavljanje Nila. Nil pa je začel poplavljati ob tem poletnem solsticiju, danes bi temu rekli julija 21. recimo približno. Ja, julija, je to, pač se to premakne naprej. In dejansko ti začnejo pasji dnevi in ti trajajo približno 15 mesec, tam do zopet nekje 20. avgusta recimo. Zakaj so važni ti pasji dnevi? Tudi pa nas rečemo pasja vročina. Ja, te je dejansko za tem ena posebnost, bi rekli, na ta dan tega solsticija poletnega vzide Siri. To je alfa zvezda, ozvezdja velikega psa. Vzide približno 3-4 ure pred vzide sonce. In je to, gre pa dejansko za Siri A in za Siri B. Sta dve zvezdi, ki se nekako ne vrtita ena kot druge, ampak ima vsaka svoj, kaj bi rekel, svojo pot in mislim, da tudi nista v istem krogu, ampak se Siri B je zvezda, ki je premaknjena. Ampak slučajno ta dan, ko vzide prej, dejansko se pokrivata. Drugače se ne pokrivata, celo za 50 dni, ko tega Sirija ni videti, da bi ušel. Ampak ali to se upada z solsticijem? Z solsticijem, to je bilo redno. Namreč tudi neke stvari z astronomije, to razlagati. Gre pa tudi za to, da so poznali Egipčani, razen tega 5508, katero so oni uporabljali, je vprašanje, ampak ta je v 5508 do leta nič začne tudi to štetje, ko so začeli proučevati verjetno ali pa
ta Sirijeva štetje, to je 4233 let pred našim štetjem. Naj bi takrat začeli to piramido graditi in potem, da so rabljene nekih 150 let, pa so zgradili. To je veliko vprašanje. Ne? Pač do danes tako se razlagamo, tudi naj bi to sužnji gradili, vendar je vprašanje teh sužnjev, ali so bili to sužnji, ali je šlo za neko drugo obliko dela. Se pravi, če smo prej imenovali tisti koledar, o katerem Rusi govorijo, da je ruski koledar, so torej Egipčani uporabljali slovanski koledar ali ruski? Isti koledar. Isti. Gre za isto štetje. Kaj pa lanena knjiga? Lanena knjiga je toliko, recimo v tem kontekstu zanimivo, ta štabil, torej razlaga Škibinova, da pravzaprav ta vzhod Sirija pred soncem, dejansko sicer knjiga je nastala še 400 let pred našim štetjem in je danes v Zagrebu, imajo v naravoslovnem muzeju in torej v tej veliki piramidi, ker Škibin razlaga to označevanje. Recimo, osnovna oznaka je piramidin palec in to je osnovna mera in to je recimo 25,5 mm dolžine in to se potem vse to da preračunati. In govori o tem, da so Egipčani vsaj so poznali 12 mesecev, ki so imeli 30 dni in ker so poznali sončni koledar, so potem dali 5 dni, ampak so bili, to je neki 13. mesec, ki so jih posvetili raznim božanstvom. Ugotovili pa so tudi, da je dejansko, ne vem, to je 4 leta, to prestopno leto, ampak so rekli, da se pač božanstvu ne bi dopadlo, da ima vsaka 4 leta svoj praznik, kljub temu, da lahko drugače rešli, pa se to niso. To je ta papirus, mislim, da Ebers govori o tem, ker so eni svečeniki predlagali, da bi prestopno leto upoštevali, pa očitno so bili v prevladi tistih, ki so bili proti. Tule govoriš o prestopnem letu, sedaj, v tem problemu, tu vidim 8 dni. V naš pa nas v Istri rečemo za teden 8 dni, 8 dan bi bil en teden. Tu imaš omenjeno 8 dni. Se spomniš, zakaj ima veze tole? To si ti napisal. Aja. Ampak... Ona je recimo na Krasu v Brkinih reče 8 dni, ni samo to v Istri. To je recimo čez 8 dni pomeni... 8 dan. Ja, 8 dan, dejansko ni čez en teden, ni danes teden. Ni 7, ampak je 8 dan. Ja, je 8 dan. Ampak nekaj je bilo s tem tednom, a ne? Ja, recimo vprašanje pa potem, kako je bilo to razdeljeno. Egipčani so poznali tudi, dan je imel 24 ur. 12 ur je bil svetli del, 12 ur ta noč in pa je še tudi bolj natančna, to je manjše enote so poznali. Potem pa je recimo tega je potem ruski koledar, recimo, ki je bil leta
zamenjan. Ta je bil lih tako sončni, 365 dni in tudi verjetno prestopen je bil, ker ne navaja nič teh, bi rekel, komplikacij z štetjem. Gre pa za to, da je imel ta ruski koledar 9 mesecev in torej, da mesec imel tam približno 40-41 dni in je potem, recimo, od tega ruskega koledarja so neka imena mesecev še nekako ohranjena in sicer je to, recimo, prvi mesec božanskega začetka, mesec novih darov, belega žarenja, ampak to dejansko govori tudi, da torej mi, kot sedaj začnemo recimo s 1. januarjem, zimskim mesecem, ampak je začelo enkrat, mislim, da je to moralo biti jesensko enakonočje. Povej še enkrat tele imena mesecev, so zelo zanimiva. Recimo, zdaj je enakonočje. Kako bi se imenoval sedanji mesec? Ja. Tule. Lahko, jaz sem te sporočili. Ok. Torej, ta božanski začetek bi naj bil prvi mesec, mesec novih darov, belega žarenja, to je ta in miru, to je luna snežnih nevihti in mraza, mesec prebujanja narave, mesec setve, mesec vetrov, mesec prejemanja darov narave in zadnji mesec. Vse eden od njih imenoval, ampak to je torej, tako to je mesec božanskega začetka in je, torej, kaže na to po imenu, da je šlo za, dejansko je moralo to iti za to jesensko enakonočje, ker potem dejansko govori o mesecu teh novih darov, to je pa dejansko jesenski mesec, je to, ne vem, recimo september, večina teh izdelkov dozori v jeseni. To je, ne vem, danes recimo septembra, pa lahko može kaj prej. In to je potem, pa recimo potem dejansko govori o dejansko mesecu belega žarenja in mir, to se pravi, da je to že potem, ko se narava pomiri in recimo potem pride snežne nevihte in mraz, to je nek mesec snežnih nevihte in mraza in dejansko govorijo o tem, da o zimskih mesecih, danes lahko rečemo december, januar. Torej, da je moralo biti prej še nekaj koledarjev, tudi torej na spletu naštevajo, recimo, recimo, sedaj bi šlo za 7528 let po sklenitvi mira v Zvezdnem hramu, ker je začel ta koledar, to naj bi bilo recimo letos tako. Ampak 13.027. leta je nastala velika ohladitev oziroma začetek ledene dobe. Potem govori o letu 40.027, ker ne bi prišel tretjič Perun na Zemljo. Ta Perun pa je dejansko Finžgar v svojem romanu o Sovernem solju govori o Slavunu. In v Indiji poznajo božanstvo Varuna, ki je v povezavi z
božanstvom Mitrom, tvorita en božanski par. Ona dva sta dejansko ta boga, ki ustvarjata v dobro, torej delata v dobro ljudi, vendar eden dela, torej naredi dobro, hočeš ali nočeš, drugi pa te vpraša, ali si za to. No in potem je še leto 44.563, ki je ustvarjen veliki krog razsemov. To je tudi vprašanje recimo teh razlag besed, ki so uporabljene v tem, ker gre dejansko v eno predavanje, mislim, prevajanje v slovaščino, oziroma lahko za češčino tudi, ne vem, ker nisem toliko. No, to bi bilo to. Ja. Hvala lepa. Torej, odprta je tema starega štetja, izgube časa in izgube zgodovine, se pravi tega dela zgodovine. To temo sedaj odpiramo. Hvala lepa.